En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani doajen diplomatskega zbora, ekscelence, gospe in gospodje ter drugi visoki gostje. Ob koncu lanskega leta je odšel veliki evropejec Jacques Delors, ki je med drugim rekel: ne bodi pesimist ali optimist, bodi aktivist. In res, kajti leto 2023 ni bilo spodbudno. Leto 2023 je bilo leto, ki ni prineslo končanja vojne v Ukrajini, prineslo je nov krvavi spopad. V drugi polovici leta je nedolžne civiliste v Izraelu krvoločno napadel Hamas, nato je Izrael silovito napadel Gazo. V Gazi je čedalje več žrtev med civilisti, ki so postali kolateralna škoda. 25.000 ubitih in 57.000 ranjenih, večina med njimi so otroci in ženske. Priča smo teptanju človečnosti ter grobemu teptanju humanitarnega prava in prava človekovih pravic. In to v letu, ko smo praznovali 75. obletnico sprejetja enega najveličastnejših dokumentov v zgodovini, Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah. Lani sem stisnila roko številnim državnikom. Med prvimi, ki sem jih srečala, je bil papež Frančišek I, ki že dolgo svari pred preštevilnimi vojnami in poziva k iskanju miru. Medtem vojna v Sudanu tiho divja naprej in Darfur že velja za deželo vdov, tu so še konflikti v Jemnu, Haitiju, Mjanmaru in prevrati v Sahelu. Na svetu poteka več kot 55 oboroženih konfliktov, največ v zadnjih 100 letih. In koliko je mirovnih prizadevanj za njihovo ustavitev? V letu 2023 je odšel Ben Ferenc, najmlajši tožilec na Nürnberškem procesu. Ferenc je mir iskal s pravom. Njegov moto je bil pravo in ne vojna. Govoril je, da k miru vodijo 3 koraki. Prvič, nikoli ne obupaj. Drugič, nikoli ne obupaj. In tretjič, nikoli ne obupaj. Miru brez pravičnosti ne more biti, kar je Ben Ferenc dobro vedel in si desetletja prizadeval za vzpostavitev mednarodnega kazenskega sodišča. Brez kaznovanja odgovornih za zločine pravičnega miru ne bo. Ne v Ukrajini, ne v Gazi, ne v Izraelu, Sudanu ali Mjanmaru. Veseli smo bili, ko je bila lani za novo članico Mednarodnega kazenskega sodišča izbrana odlična slovenska sodnica Beti Hohler. Iskrena hvala res vsem za podporo. Ob krvavih spopadih ne smemo spregledati drugih težkih, a medijsko morda kdaj spregledanih zgodb. Usod afganistanskih deklic, ki ne smejo obiskovati šole in nimajo prihodnosti, begunskih otrok brez možnosti šolanja, iranskih deklet, ki bijejo boj za svoje pravice, 250 milijonov fantov po svetu ne hodi v šole. Tu so še otroci, ki so in bodo zaradi nasilja, ki ga doživljajo v zgodnjem otroštvu, trajno fizično in psihično prizadeti. Pomoč bodo potrebovali tudi, ko bo orožje utihnilo. Travma vojne bo po nekaterih študijah prizadela 11% Ukrajink in Ukrajincev. Podobno velja za prebivalce Gaze. Slovenija in njene nevladne organizacije ter mednarodne organizacije, med njimi tudi ITF, so že dejavne tako v Ukrajini kot tudi v Ramali. ITF ob podpori vaših držav že 25 let podpira države pri deminiranju, rehabilitaciji, psihosocialni pomoči žensk in otrok. Spoštovani, leto 2023 je bilo žal tudi leto podnebnih rekordov. Po nekaterih ocenah je bilo to leto najtoplejše, odkar sploh obstajajo meritve. V Arizoni so se celo posušili kaktusi.
Na konferenci najmanj razvitih držav v Dohi sem se srečala s predsednikom vlade Tuvaluja, otoške državice v Tihem oceanu, ki spodbuja suverenost brez ozemlja, saj pričakuje, da države zaradi naraščanja morske gladine v nekaj desetletjih ne bo več. Planet so celo leto bičale vremenske ujme, ki so se tokrat znesle tudi nad Slovenijo. Doživeli smo najhujše poplave v zgodovini samostojne države, ki so prizadele 2/3 našega ozemlja in povzročile, da smo v Sloveniji dobili prve notranje razseljence. Doživeli pa smo veliko solidarnost med sosedi in tudi neznanci. Doživeli oživitev skupnosti in solidarnosti vseh vas in vaših držav. Vsem vam in vašim državam zato izrekam hvaležnost za izreden odziv in seveda pomoč. Prijateljstva, ki so se spletla ob gradnji porušenih mostov, nedvomno krepijo mostove med našimi državami. Sodelovali smo tudi na COP28 v Dubaju. Slovenija je najavila prispevek v višini 1,5 milijona evrov v nov sklad za izgube in škodo, namenjen najranljivejšim državam in revnim državam pri blaženju podnebnih sprememb. V Dubaju pa sem govorila tudi o pomenu podnebne pravičnosti. Najbogatejših 10% svetovne populacije proizvede več kot 50% toplogrednih plinov, najrevnejših 50% jih proizvede le okoli 7%. Dogovor na COP28 je sploh prvič v 30 letih vključil prehod z fosilnih goriv in spodbuja uporabo obnovljivih virov. Vendar potrebujemo ambicioznejši dogovor. Potrebujemo jasen dogovor o prenehanju rabe in izpustov toplogrednih plinov ter subvencij za fosilna goriva. Po mnenju strokovnjakov bi do leta 2030 morali zapreti približno 240 povprečno velikih termoelektrarn. Morali bi zaustaviti krčenje gozdov, povečati delež sončne in vetrne energije na 24% letno, zmanjšati porabo mesa in podobno. Je to izvedljivo? Moralo bi biti. Alternativo za neukrepanje že doživljamo. Vsako leto siloviteje. V letu 2023 smo vsi spoznali ChatGPT in čedalje večjo moč umetne inteligence. Eden večjih izzivov našega časa bo vzpostavitev globalnih pravil glede etične uporabe umetne inteligence. Evropska unija z aktom o umetni inteligenci tudi v tem primeru določa smer razvoja mednarodnih standardov. Nekateri svarijo, da je umetna inteligenca že ugrabila jezik, da se sama uči in ustvarja zgodbe, ki ne temeljijo na osebni izkušnji. Kako bomo v prihodnosti doživljali tako ustvarjene zgodbe, še posebej, če bodo opisane kot resničnost, a temeljile na neresnicah? Bojazen glede dezinformacije je toliko večja, ker smo vstopili v veliko volilno leto. Skoraj 4 milijarde ljudi bo letos odšlo na volišča od Združenih držav Amerike, Indije, Indonezije, številnih afriških držav do 2 naših sosed, Avstrije in Hrvaške. Poleg tega so seveda tu še volitve v Evropski parlament. Letošnji volilni cikel bo še toliko pomembnejši za ubranitev učinkovitega multilateralizma, mednarodnih zavez glede podnebja, spoštovanja človekovih pravic, prizadevanj za strpnejšo in bolj vključujočo družbo. Za strpni javni diskurs pa smo odgovorni predvsem politiki in javne osebnosti. Zaskrbljena sem, ker nekateri migrantsko tematiko zlorabljajo za izvajanje demagogije. Migracij ni mogoče rešiti s postavljanjem ograj na mejah in v glavah ljudi. Izziv migracij moramo rešiti skupaj na evropski in svetovni ravni, s sodelovanjem in upoštevanjem vseh vzrokov in posledic. Sprejeti pakt o migracijah in azilu predstavlja pomemben korak pri oblikovanju migracijske in azilne politike v Evropski uniji. Spoštovani,
Slovenija, ki prisega na mednarodno pravo ter človekove pravice in mednarodno sodelovanje, je bila v letu 2023 izbrana za novo članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. V letu kampanje za Varnostni svet smo poslušali, da bo članstvo v Varnostnem svetu obdobje ukrepanja. Dali ste nam velikih 153 glasov in vašo podporo smo sprejeli z veliko odgovornostjo. Z vami želimo tvorno sodelovati. V Varnostni svet smo vstopili v času, ko stalna članica Varnostnega sveta grobo krši ustanovno listino Organizacije združenih narodov, ko ena stalna članica vlaga veto na resolucije o Ukrajini, druga pa na resolucije o prekinitvi ognja v Gazi. Priča smo nedopustnemu verbalnemu napadu na generalnega sekretarja Združenih narodov. Svet zaradi prepletenosti in zapletenosti kriz potrebuje več sodelovanja držav in dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Potrebuje učinkovito organizacijo Združenih narodov, da se bo lahko hitreje odzivala na svetovne izzive. Organizacija bo drugo leto stara 80 let in v tem času še ni imela ženske generalne sekretarke. V 78 letih so le 4 ženske predsedovale generalni skupščini. Tudi zato sem generalni skupščini septembra lani predlagala tako imenovano menjavanje po spolu na mestu predsedujočega generalni skupščini in hvaležni vam bomo seveda za vašo podporo. Naj bo leto 2024 leto aktivizma, za več človečnosti, za več sodelovanja in predvsem za več pravičnosti. In za več Evrope, za večjo Evropo. Letos bo Evropski parlament dobil drugačno sestavo, nova bo Evropska komisija in nov bo predsednik Evropskega sveta. Naslednje desetletje bo odločilno za zeleni prehod. Volitve v Evropski parlament so priložnost, da mladim, ki so se rodili v Evropski uniji, pokažemo prednosti življenja v Evropski uniji. Jih prepričamo, da aktivno državljanstvo ni samo za starejše. Da bo le aktivno državljanstvo lahko v državah Evropske unije ohranjalo demokracijo in svoboščine na visoki ravni. Po mednarodni raziskavi med mladimi Evrope opažamo velik upad državljanske zavednosti, saj le 30% mladih kaže zanimanje za družbene in politične zadeve. Letos bomo med drugim praznovali tudi 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo in NATO. Članstvo v obeh nas opredeljuje in usmerja. Slovenija si bo prizadevala za še bolj povezano, močnejšo in večjo Evropsko unijo. Slovenija je zdaj obkrožena le z državami članicami Evropske unije. Sodelovanje s sosednjimi državami je za nas ključno. S sosedami smo prepleteni na številnih področjih in prek manjšin. Njihove pravice moramo dosledno spoštovati in njihovo identiteto negovati. S sosedami delimo tudi skrb glede regije Zahodnega Balkana. V letu 2023 je prišlo do pozitivnega premika glede širitve Evropske unije tako z Ukrajino kot tudi z Moldavijo, podobno pričakujemo tudi za Bosno in Hercegovino in Gruzijo. Regija potrebuje Evropo in Evropa potrebuje regijo. In regija mora biti, kot je na Bledu dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, do leta 2030 pripravljena za vstop v Evropsko unijo. V okviru regionalnega povezovanja me posebej veseli, da je proces Brdo-Brioni med voditelji v regiji še naprej tako dobro sprejet. Septembrski vrh Brdo-Brioni lansko leto je potekal v konstruktivnem vzdušju. Voditelji smo se dogovorili, da še več energije vložimo v reševanje skupnih težav. Poleg približevanja Evropski uniji so to podnebne spremembe in nedvomno prihodnost mladih. Verjamem, da je bila tudi zato po 2 sušnih letih spet sprejeta skupna deklaracija. Upam, da bo to kljub številnim izzivom v regiji mejnik za še tesnejše povezovanje. Spoštovani, leto 2024 bi zato moralo biti
leto diplomacije. Leto mediacije, leto iskanja poti za mirno reševanje vojn in konfliktov. Leto, ko bi se morale države bojevati le na športnih igriščih na olimpijskih igrah v Parizu. Pariz je tudi sedež organizacije UNESCO, ki je bila pred skoraj 80 leti ustanovljena za spodbujanje sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti in kulture. Leta 1945 so v preambuli listine UNESCO med drugim zapisali: ker se vojne začenjajo v glavah ljudi, je tudi obrambo miru treba graditi v glavah ljudi. Skoraj 80 let pozneje, po preštevilnih žrtvah vojn in letu 2023, je čas, da ta zapis postane resničnost. Vsem vam najlepša hvala, ker ste se odzvali povabilu Republike Slovenije. Vam in vašim družinam želim vse dobro v tem letu in predvsem mirno in zdravo leto. Thank you for all you have done for Slovenia. Thank you for coming, and I wish you all the best in this new year. And let's continue to work together for simply a better world. Thank you very much. Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani doajen, ekscelence, visoki gostje. Leto, ki je za nami, je bilo naporno leto. Bilo je zahtevno leto in tudi žal krvavo leto. Ampak ravno v takih napornih in zahtevnih letih se pokaže prava vrednost tistih, ki verjamemo v prave vrednote. In tudi zato se je Slovenija v preteklem letu se lahko pohvali z marsikaterim dosežkom. Dosežkom na mednarodnem parketu in dosežkom doma. Začelo se je z neverjetnim pritiskom na cene. Draginja je bila tema, ki je odzvanjala v vseh naših ušesih. Posledice ruske agresije na Ukrajino je čutila cela Evropa. Čutili so jo prebivalci, čutilo je gospodarstvo. In Slovenija se je s tem izjemno uspešno spopadla. Ne samo, da je naše gospodarstvo zadržalo svoj elan in tudi gospodarsko rast, temveč smo tudi z dvigom prejemkov najranljivejših skupin poskrbeli, da se je ohranila socialna kohezija v Sloveniji. Na to smo posebej ponosni. V preteklem letu smo v začetku leta napovedali celo vrsto reform. In seveda smo napovedali, da bomo za to potrebovali več kot eno samo leto, 2 mandata. Ampak prvi rezultati so že tu. Mogoče manj vidni, pa vendar. Zakon o dolgotrajni oskrbi se začenja izvajati. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je dejstvo. In šolska reforma je tudi že v teku. Reformna prizadevanja se bodo nadaljevala tudi v tem in prihodnjih letih. In nič nas ne bo od tega odvrnilo. Tako kot nas niso odvrnile katastrofalne poplave, ki smo jim bili priča v avgustu. Kljub katastrofalnim poplavam je Slovenija v lanskem in v letošnjem letu podvojila sredstva za privabljanje naložb, tako domačih kot tujih. In prve velike tuje naložbe se že dogajajo. Ravno tako smo dobesedno podvojili v 3 letih naložbe v znanje, v raziskave, razvoj in inovacije. In s tem bomo nadaljevali. Ne glede na to, da se zavedamo, da so podnebne politike ene ključnih politik in da so žal vremenske razmere v prihodnosti tiste, ki nam ne bojo naklonjene. Temu navkljub se zavedamo, edino gospodarstvo lahko tisti motor, ki majhno državo, kot je Slovenija, vleče naprej, na pot blaginje.
Zato bomo s tem nadaljevali. Je pa odziv na poplave pokazal še eno drugo, izjemno pomembno vrednoto. Vrednoto solidarnosti. Pa ne govorim le o solidarnosti med soljudmi, med Slovenci, ampak tudi solidarnosti, ki smo jo bili deležni na mednarodni sceni. Odzvali so se sosedje, odzvala se je Evropska unija, odzvala se je celo Ukrajina, ki je v vojni. In vsem njim in še posebej rad bi res izpostavil Ukrajino, ki je kljub vojni poslala v Slovenijo svojo najboljšo enoto. In zato smo res hvaležni ukrajinskemu narodu, ki je tako nesebično priskočil na pomoč Slovencem, takrat, ko smo pomoč potrebovali. In ravno solidarnost je tisti temelj, na katerem gradimo vse naše mednarodne politike. Mednarodne politike znotraj Evropske unije, kot tudi širše. Se je pa pokazalo v lanskem letu še ena zelo pomembna vrednota, drugi temelj Evropske unije, in to je enotnost. Pokazalo se je, da je Evropska unija močna natančno toliko, kolikor je enotna. In zato bo Slovenija vztrajala pri iskanju vseh rešitev na nivoju Evropskega sveta, da najdemo rešitve s konsenzom. Enotne. Ker samo enotni lahko spreminjamo svet na bolje. In z velikim veseljem in ponosom sem tudi sam prispeval svoj glas, enoten glas Evrope pri širitvi. Širitvi Evropske unije tako na vzhod, kot tudi na jugovzhod. Širitvi na Ukrajino in Moldavijo in širitvi na področje Zahodnega Balkana. In ravno na področju Zahodnega Balkana je bila Slovenija posebej aktivna. Verjamem, da se ravno mi, ki živimo v soseščini, najbolje zavedamo krivic, ki so bile storjene tem državam v preteklih 2 desetletjih, ko je bil celoten proces širitve Evropske unije v resnici ustavljen. Pa čeprav se tega na glas ni povedalo. In ravno zaradi ruske agresije na Ukrajino se je sprožil pomemben premislek, geostrateški premislek na nivoju Evropske komisije in unije, da je Zahodni Balkan v resnici del iste evropske družine, v kateri smo tudi že mi. Če se kdo zaveda prednosti članstva v Evropski uniji, je ravno Slovenija. Mi letos obeležujemo 20. obletnico in rezultati so izključno pozitivni. In zagotovo si želimo, da bi teh istih rezultatov bila deležna tudi celotna regija Zahodnega Balkana, ker si to zasluži. In ker je to tudi edini način, da to regijo potegnemo ven iz nestabilnosti, tudi grožnje miru, ki se občasno ponavljajo. Verjamem, da bojo lažje presežene takrat, ko bo ta regija bolje integrirana v Evropsko unijo. Zato si prizadevamo ne le za približevanje Bosne in Hercegovine, tu so veliki koraki naprej, ampak tudi za približevanje vseh ostalih držav. In mogoče nas bo kakšna manjša država iz regije celo presenetila in prehitela ostale sosede. Pa nič za to. Želimo si, da bi te države Zahodnega Balkana dobesedno tekmovale med seboj, katera bo hitreje izpolnila kriterije in se približala Evropski uniji. Res pa je, da bo tudi Evropska unija morala narediti spremembe pri sebi sami. Sedanji širitveni proces enostavno ne omogoča učinkovitega približevanja. Verjamem, da ravno dvotirnost oziroma dvofaznost, ki je zdaj pripravi strani komisije, lahko omogoči postopno vključevanje vseh teh držav, vključno za Ukrajino in Moldavijo, zato da začnejo hitreje se vključevati v notranji trg Evropske unije, hkrati pa spreminjati svojo zakonodajo s tem, da bo več pozornosti na človekovih pravicah in predvsem na vladavini prava. Slovenija je v preteklem letu doživljala enih svojih največjih uspehov na mednarodnem parketu. Zagotovo je kulminacija tega izvolitev v nestalno članstvo Varnostnega sveta Združenih narodov. S 1. januarjem smo začeli to funkcijo tudi izvajati in ravno jutri zunanja ministrica prvič nastopa na Varnostnem svetu. Jaz sem prepričan, da bo Slovenija to svojo funkcijo znala in to zaupanje, ki ga je dobila, znala upravičiti. In da bo odgovorno zastopala tiste teme, ki so blizu majhnim državam, mogoče včasih spregledanim. So pa teme, ki zadevajo vse, prav vse.
Zagotovo bomo dali ogromno pozornosti na podnebne politike. Nenazadnje smo tudi sami bili žrtev, če hočete, vremenskih ujm v preteklem letu. Osrednja tema letošnjega leta in našega delovanja bo pa zagotovo iskanje miru. Iskanje miru povsod tam, kjer lahko k temu prispevamo. Iskanje miru tako v Ukrajini, iskanje miru v nemirni Afriki, predvsem pa iskanje miru za Bližnji vzhod. Žal, moramo biti glede tega zelo jasni. To, kar je storil Hamas, obsojamo iz vsega srca. Pa vendar, Izrael je že zdavnaj prekoračil svojo pravico do samoobrambe. To, kar se danes dogaja v Gazi, ni nobena samoobramba. Izrael pri tem krši celo vrsto mednarodnih zakonov in humanitarno pravo. In vztrajali bomo, da čim prej pride do trajne prekinitve spopadov. Vztrajali bomo, da je treba takoj zagotoviti prebivalcem Gaze ne samo prekinitev spopadov, ampak oskrbo z vodo, medicinskimi potrebščinami, hrano, električno energijo. Prebivalstvo Gaze si ravno tako zasluži življenja, kot si ga zaslužimo vsi mi v tej dvorani. Marsikdaj na to pozabljamo. In čas je, da temu rečemo dovolj je. Ravno iskanje formule za trajni mir na Bližnjem vzhodu je tista točka, za katero verjamem, da si bo slovenska diplomacija znotraj Varnostnega sveta v letošnjem letu najbolj prizadevala. In jaz verjamem, da nam boste vi vsi in tudi vaše države pri tem ne samo prisluhnili, ampak pomagali, da najdemo rešitev, ki bo zdržala test časa. Hvala lepa.